Dober dan si skupaj. Če sem poklical na eno, ki neki net ni v redu delo. Torej mi imamo ta hibridni modem, kar pomeni, da kar je prek 4G omrežja je za uporabnika in hitrost tega omrežja je bila ful počasna kakor hitrost na tej mobilni doslovni točki, ki jo imam jaz, ki je tudi na enem omrežju, tako da sem včeraj poklical in danes smo že dobili nov modem, torej tega bomo zamenjali, pa da vidimo, če je hitrost kaj boljša. A je isti? Isti. Sem mislil, da bojo boljšega poslali. Tam. Sem pa glih opazil, da je ta adapter, ki so ga poslali, je še 1 let starejši. To je ta, ki smo imeli. Ta je 2019, 5. mesec, ta je 2018. In isto pri tem modemu. Marec 2018, ta je pa junij 2019. No, vem, če ok boljš pol. Preklopljen je, zdaj treba počakati, da se zažene. Noter smo dali, testirali net in ja, boljš dela. Nekje 5 ali pa 6 uploada je zdaj, ampak sem probal streamati in to ni glih kaj dosti pomagalo, no, malo je, ampak mi ne pomaga, če je nestabilno omrežje. Torej, nestabilen upload. Itak jaz sam upload uporabljam, torej za stream in ja, bom kar še naprej uporabljal mojo dostopno točko, tole. Od Telemacha, ki malo boljš dela, imam dobrih 8 uploada na tele točki. Interval size je končno na voljo v slovenščini in mi je rad vse prevesti. Tako da lagaš kar pod settings in tam pod jezik imaš na voljo slovenščina. Slovenščina je čist spodaj, tako da ja, to je ena dobra novost. Sončno elektrarno ne bomo dobili, zaradi ker je Elektro Ljubljana pri preverjanju te transformacijske postaje v vasi ugotovil, da je preslaba transformacijska postaja, tako da očitno ne bo sončne elektrarne letos za transformacijsko postajo. Vse je že vedel, da je ful slaba, že ne vem koliko let, ki je bilo zmeraj nekaj narobe, ampak je še niso zamenjali, tako da jo morajo zamenjati, ampak ni nič planiran, tako da s pojma da se bo to zamenjali. Zdaj pa kar v zgodbi. Prejšnji teden, ki je bilo še ful toplo, sem se odpravil v mojo kolesarsko dogodivščino. V desnem spodnjem kotu je mapa z mojo lokacijo in temperaturo, kjer se nahajam. Na levi strani so podatki o moči, srčnem utripu, kadenci, hitrosti in prevožni razdalji. V desnem zgornjem kotu so sponzorji in spodaj na sredini so cilji za stream. I'll go second exit. They are updating sewage in sewers. 34. Pretty good speed. Bus behind me. I never saw bus here. Prosim, počakajte, povezujem. Actually, look. No. And then
Oh, man. Prosim. Kaj? Kažem, šta radiš, Matjaže? Vozim bicikl. Dobro. Ajde, što da... Well, scammers. Road goes like this, down the hill. Maybe I will disconnect. Oh, hey, hello. Monterey. It's a castle. And it's gonna be a bumpy ride. In kaj se je zgodilo? Zdaj nisem hotel povezati, sem to doganil, da se moja naprava, pa moja napravca, torej se zažene in pol takoj crkne. Torej, kaj je bil problem? Torej, takrat sem jaz uporabljal ta ruzak in ni glih zračen. Bi rekel bolj kukar en hladilnik, nobenega zračnika, nič. Tako da se je pol tale baterija ful segrela in ko se ta baterija ful segreje, torej da je ful vroča na vtip, torej pomeni, da ne daje več ven konstantnih, torej 5 voltov, ker ta ful rabi stabilno moč. In kaj se je pol zgodilo? Torej ta napravca se je prižgala in pol je takoj crknila. In pol po enih 20 minutah, ko sem tam bil na tisti eni isti lokaciji, sem pol kar obupal in ugasnil stream. Od takrat pa pol tudi uporabljam malo drugačen ruzak, da malo bolj diha, kakor se vidijo, ne? Da ima tele, da se pol vse skupaj, ko imam ruzak, ohladi, tako da pol dlje zdrži in do zdaj še nisem imel nobenih težav s tem. Zaradi tega sem pa pol tudi pustil kamero prižgano, da se bo mogoče še kaj takega zgodilo in delal pač pol normalno vlog, kakor vlog, brez streama.
Ja. Kaj greš? Ne. Imam pa še minuto, pa sem doma. Ja. 90 jih imam. Aha. Več, ajde. Upam, da ste uživali, naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.